No, pa smo pri naši izbiri kupčkov, torej lahko izberete med 3 kupčki, 3 kamenčki in 3 kompleti, torej kompletom Rider-Waite, Kozmik tarotom in Kravljem in seveda prvim kupčkom, drugim in tretjim kupčkom. Torej prvi kupček Rider-Waite in tale vijoličen kamenček, drugi kupček Kozmik in tale zeleno srce in pa tretjim kupčkom Kravljevim tot tarotom in temle črnim kamenčkom. No, vprašanje pa je, torej kaj vas čaka v naslednjih 6 mesecih. No, pa kar začnimo z prvo skupino, torej temle vijoličnim kamenčkom in pa tarotom Rider-Waite. Tele bomo maknili. In gremo kar prva skupina. Torej, kaj vas čaka v naslednjih 6 mesecih, torej v poslu, karieri, zdravju, torej oziroma čemu se boste bolj posvečali v naslednjem pol letu. No, pa poglejmo prva skupina, torej kaj vas čaka na splošno, torej v naslednjih 6 mesecih, pa poglejmo, kaj vas čaka. Bomo premešali karte, da bojo dobro premešali. No, pa poglejmo, kaj vas čaka. Kaj čaka prvo skupino v naslednjih 6 mesecih? Kaj čaka prvo skupino v naslednjih 6 mesecih? Kaj čaka prvo skupino? Prva skupina se bo od nečesa poslovila, dokončno verjetno. Torej, v preteklosti ste imeli neke težke odločitve za sprejemati, torej sprejemali ste neke težke odločitve. Lahko na čustvenem področju, lahko tudi na poslovnem. Torej, bilo vas je, nekaj tudi malo strah, oziroma bili ste negotovi, no to bi bilo bolj. Torej, živeli ste, bom rekla, v nekakšni temi, torej niste točno vedeli, kaj vam je narediti. Torej, niste točno vedeli, na katero pot naj greste in torej zelo, zelo težka odločitev vas je čakala, oziroma ste se morali za nekaj odločiti ali pa torej sprejeti neko težjo odločitev. To je lahko na področju posla, lahko tudi v povezavi s tujino. Torej, če je poslovno, je lahko povezavi s tujino, tudi na ljubezenskem področju je prav tako lahko v povezavi s tujino. Mogoče tudi je bila ta odločitev povezana s tem, ali bi odšli v tujino. Tudi to lahko. Torej, neka težka odločitev, torej v povezavi z tujino, povezavi z vašim kariernim napredovanjem tudi. Ste pa sprejeli to odločitev, vidim, čeprav vam je bilo težko. Bili ste suvereni, odločni, vztrajni in zato ste tudi verjetno to sprejeli. Ampak, torej, preteklost je bila zelo negotova. Torej, tako na ljubezenskem področju kot poslovno, torej negotovost, zmeda in težke odločitve. Ampak ste nekako to speljali. Trenutno ste postali zelo, zelo močni in tudi boste vnaprej. Torej, vse, kar delate, boste delali, bom rekla, na nek tak diplomatičen način, nežno, ker ste se naučili, da mogoče naven izkazovati neko brutalno moč ni najboljše, ampak je boljše, da se z ljudmi diplomatično pogovorite, to je tako na poslovnem kot ljubezenskem področju. Torej, trenutno vam je torej precej bolje, torej to odločitev ste sprejeli, ki je bila zelo, zelo dobra, ampak še vedno torej kaže, da glede določenih stvari pa niste še čisto odločeni. Torej, pri vas so se pojavile kar 3-krat dvojke. Dvojke pa vedno kažejo na neko negotovost. Torej, 2 mečev, 2 palic in 2 diskov. Torej, trenutno torej se tudi odločate, tudi nihate.
Spet mogoče zaradi potovanja v tujino, bivanja v tujini, torej zaradi nekega kariernega napredovanja lahko, ampak mogoče ste malo spremenili taktiko, torej niste več tako odločni, niste več, bom rekla, tako avtoritarni do sebe ali pa do sebe zahtevni, ampak ste postali bolj mehki, torej začeli ste drugače gledati na stvari. Zdravje imate kar dobro, trenutno. V preteklosti so bile lahko tudi kakšne težave, lahko z mehurjem, lahko torej s tekočinami v našem telesu, vse, kar je povezano s tekočinami, lahko tudi ledvice, pljuča, kakšen prehlad. Ampak ja, drugače zdaj zdravje imate kar v redu. Torej, karte vam svetujejo, da vse, kar delate, delajte na diplomatičen način, torej tudi odločitve sprejemete na diplomatičen način, torej ste pa še vedno v negotovosti, zdaj trenutno glede denarja, torej lahko ste vlagali kam denar, lahko želite kam vložiti denar, pa ne veste točno, torej kam bi ga vložili in v naslednjih 6 mesecih, torej bo to za vas zelo velika dilema. Torej, v preteklosti je že bilo, a ne? Torej, kaj storiti glede posla, lahko ljubezenskega življenja. Imeli ste stik z osebo, ki je hotela, da se vse dogaja tako, kot je ona želela, torej, da se stvari igrajo po njenih pravilih. Vi pa tudi želite, da je po vaše, a ne? Tako da tukaj bi bilo lahko konfrontacija, torej z neko osebo v poslu ali v ljubezni, torej vi ste želeli po svoje, ona po svoje in nikakor ni šlo. No, zdaj ste pa pač ugotovili, da bo pa lažje šlo, če boste bolj diplomatični, ampak ste še vedno v neki dilemi, še vedno se odločate, še vedno vam je težko, ker ne veste točno, kakšno odločitev bi sprejeli, ampak ste pa začeli delovati bolj mehko, bolj nežno, bolj diplomatično, kar je pa za vas zelo, zelo dobro. Torej, v naslednjih 6 mesecih torej vas čaka neka sprememba na bolje, torej hitro se bojo stvari spremenile, torej dobili boste tisto, kar ste dajali, to je tako na službenem področju, kot tudi v odnosih in stvari vam bodo postale jasne, torej zelo dobro vam kaže, boste pa opustili to neodločnost, torej to tehtanje, dileme, torej kaj bi naredili, to boste opustili v roku 6 mesecev. Začeli boste delovati bolj diplomatično, bolj boste sodelovali in stvari se bojo začele zelo, zelo hitro premikati. To je tako, bom rekla, glede vaše miselne aktivnosti, torej kako razmišljate in tudi glede financ in denarja. Torej boste se hitreje odločili, sprejeli boste neko res dobro odločitev za vas in stvari se bojo zdaj končno premaknile. Torej, finance vam kaže zelo dobro, torej glede financ, v 6 mesecih se vam bo situacija zboljšala, prejeli boste nek denar, lahko bi tudi vzeli nek kredit za nakup nečesa in se bojo zdaj stvari premaknile, torej mogoče ste se to odločali v preteklosti, da ste imeli torej z neko osebo na poziciji, neko avtoriteto, pač to dilemo, ali bi vzeli kredit ali ne, pa boste potem to vzeli, lahko ste tudi nekoga prosili za posojilo, ali pa je nekdo prosil vas in se nekako niste mogli dogovoriti, no zdaj ste pa sprejeli nek kompromis in boste to speljali, torej ali boste vzeli kredit, ali boste pa vi nekomu posodili denar, ker zdaj so vam tudi stvari jasne, stvari so se skristalizirale in v 6 mesecih se bo to speljalo, torej če želite kaj kupiti, če želite kaj narediti, torej denar boste dobili, ali boste pa nekomu vi denar dali, a ne? Torej stvari se bojo premaknile in tisto, kar ste želeli narediti, boste tudi naredili, torej dileme bojo odpadle, ne bo več tega tehtanja, ne? Boste pa določene stvari spustili iz vašega življenja, lahko nek odnos, lahko poslovni, osebni, odnos, ki vam ni dajal dovolj, bom rekla na nek način, torej v odnosu imate tukaj osebno ali poslovno neko osebo, ki je zelo hladna, brezčutna, ki se obrača po vetru, ki vam je dala občutek, da niste dovolj vredni, da ne pripadate, ki vas je na nek način postavila na hladno, odrinila, to se zdaj končuje, to osebo zapuščate ali ona zapušča vas. In boste zelo srečni zaradi tega, torej se vam stvari premaknejo na bolje, poslušajte svojo intuicijo. Torej, kaj vas še čaka? Kaj vas še čaka v naslednjih 6 mesecih? Kaj vas še čaka? Torej,
Odločitve ste lahko sprejemali tudi v povezavi z eno starejšo žensko, lahko teto, mamo, lahko je bilo z njo kaj povezano. Če ste moški, ste začeli zelo dobro sodelovati, tudi zdravje imate dobro. Če moški gledate tale video, posvetili se boste tudi bolj svoji družini, domu, torej lahko, da boste vzeli kredit za dom, pa kupili dom. In mogoče je bila to ta vaša dilema, da niste vedeli, ali bo šlo in da se bo to zdaj zelo dobro speljali in boste kredit dobili. Ali boste pa vi, torej ali boste vi nekaj kupili, ali pa bo od vas nekdo nekaj kupil. Torej sprememba bo na bolje, torej tisto, kar ste želeli, boste tudi dobili. Zdaj moški, če moški tole gledate, potem je tukaj lahko neka skrivna zaljubljenost. Če pa ženske to gledate, potem pa tale moški, ki je z vami, ne misli resno. Torej, ali je že poročen, ali že ima nekoga, ali pa ima nekoga po strani. Torej, tukaj morate biti malo previdni. Torej, ženske osebe, torej tiste, ki ste ženske in to gledate, torej vaš moški, torej lahko je tukaj neka tretja oseba, pri njemu in pri vas, torej zdaj v roku 6 mesecev se bo pojavila, lahko je to tudi družinski član, njegova mama, ni nujno, da je to nekdo drug, ampak ta moški vas ne jemlje najbolj resno, bom rekla. Tukaj se bo zgodila neka sprememba glede tega, pozitivna sprememba, ta moški bo naredil pozitivno spremembo in bo za vas lažje. Ampak tretja oseba se vtika v vajin odnos. Torej, če gledamo ljubezen, zdaj se bo tudi v roku 6 mesecev, boste to nekako uredili. Torej, oseba se je vtikala že v preteklosti, ampak bo tukaj neka sprememba. Morate pa delati na tem, da vas vaš partner jemlje resno, ker vas zdaj ne, trenutno. Vas pa bo, torej v roku 6 mesecev boste to spremenili. Torej, se tukaj vam kaže enega partnerja, ki je hladen, ki je, bom rekla, nedostopen, ki vas je dal malo na hladno, Torej, če imate nekoga, ki je že poročen, potem ga pač morate nekako pred dejstvo postaviti, ali žena ali vi. Če je to pač vaš partner, v katerega se vtikajo drugi člani družine, naprimer njegova mama, morate mu prav tako povedati, da ste vi prvi. Tukaj se bo sicer zgodila neka sprememba, vam kaže neka pozitivna sprememba. Tudi sprejeli boste neko sporočilo glede tega. Torej, v roku 6 mesecev se bodo stvari malo spremenile. Delali boste na svoji neodvisnosti, torej v roku 6 mesecev boste postali bolj neodvisni, čaka vas ena zelo pozitivna sprememba. Lahko bi torej, kot sem že prej rekla, kupili stanovanje, se preselili, lahko bi pa vi od vas nekdo kupil nekaj, tudi to bi se lahko zgodilo. Torej, čaka vas neka izjemno dobra priložnost. V prihodnosti, torej v roku 6 mesecev, svetujem vam, da jo pač zagrabite, da jo sprejmete, to je lahko na poslovnem področju. Tukaj je, bom rekla, več ljudi v igri, ampak vam bo uspelo, če boste trdni, stabilni, če boste dobro predstavili svoje interese, želje, motive, cilje, potem boste lahko na poslu, torej sprejeti v neko službo, lahko torej v ljubezenskem smislu, da boste spoznali neko res osebo, ki vam je namenjena, torej usodno poznanstvo. Torej, v preteklosti ste imeli neke, bom rekla, težave, bili ste bolj sami, torej, če to samski gledate, potem vam v roku 6 mesecev prihaja ena oseba naproti, ki bo imela resne namene. Če ste pa že vezani, potem se bo pa odnos z vašim ljubljenim, z vašo osebo precej izboljšal, čeprav je bil v preteklosti tak, kot je bil, torej oseba ni bila resna, se bo potem zresnila, torej ne boste več pustili, da se drugi ljudje vtikajo v vašo vezo. Če je to poslovno, potem si boste pa dobili eno zelo dobro priložnost, ki vas bojo izbrali med več ljudmi, boste vi tisti, ki boste dobili dobro ponudbo oziroma boste izbrani. Tako da čaka vas v naslednjih
torej 6 mesecih uspeh. Uspeh, torej zelo dobre priložnosti na poslovnem ali ljubezenskem področju, tako da se vam svetuje, da jih izkoristite. Torej, zelo, zelo dobro vam kaže. Pazite se ljudi sicer, ki nekaj rečejo, govorijo, ne naredijo pa tega, kar so rekli, da bojo naredili. S tem imate že v preteklosti slabe izkušnje, vam pa kaže, da ste bili v preteklosti ponižani. Mogoče je bilo zaradi tega tudi pač s tem povezane te težke odločitve, da ste mogoče morali nekatere ljudi spustiti iz vašega življenja. Ampak če ste jih spustili, ne bojte se, ker zdaj prihajajo veliko boljši ljudje, to je lahko poslovno ali ljubezensko. Torej, bili ste ponižani v preteklosti, bili ste ukradeni, ampak vseeno je to na nek način vaša zmaga, torej zdaj vas pa čaka veliko strasti, navdiha, lahko boste se tudi šli kaj izobraževati v roku 6 mesecev, in se vam bo, torej stvari se vam bojo zelo dobro speljale in tudi končno boste sprejeli neko dobro odločitev. Torej, tako da vam kaže zelo, zelo dobro. Dajmo še pogledati, torej, kaj vas čaka v roku 6 mesecev. Kaj vas še čaka? Kaj čaka prvo skupino v roku 6 mesecev? Torej, to odločanje, torej odločitve, ki boste sprejeli, bodo dobre. In čaka vas uspeh, torej umaknila se bojo ta težka čustva, težke odločitve in ta občutek, da ste bili zavrnjeni. Torej, kaj vas še čaka v roku 6 mesecev, torej neka, bom rekla, neko navdušenje, pričakovanje, prejeli boste neko darilo od nekoga, potem boste morali trdo delati vnaprej, ampak torej, sprejmite priložnost, ki se vam ponuja. Priložnosti bojo pa zelo dobre, lahko boste pokazali res svoje sposobnosti. Trdo boste delali za uspeh, nekdo zapušča vaše življenje. Sem že rekla, torej pred tem, da bo nekdo zapustil vaše življenje, določeni ljudje bojo odšli. Torej, pazite se ponosa prevelikega, boste pa navdušeni, torej čaka vas nekaj dobrega, neko navdušenje, neka zelo, zelo dobra priložnost in uspešni boste, če boste naredili dober načrt, če boste vse dobro splanirali, potem vas čaka uspeh. To je tako poslovno kot ljubezensko, torej delali boste, ampak boste tudi uspeli in boste dosegli stvari, ki si jih želite. In tudi ukvarjali se boste nekaj v zvezi z družino in pa neke zadeve boste reševali z moškim, ki je torej mlajši in ima temne lase. Temne lase. Poglejmo, kateri mesec, torej zdaj odvisno zdaj gledati, tole, kar zdaj snemam, je še julij, ampak kateri mesec bo pomemben za vas? Marec, dobro, zdaj sicer gledamo pol leta naprej, ampak vseeno, torej marec bo za vas pomembnejši mesec, to je seveda naslednje leto. In da vidimo, kaj je tisto, kar bo v središču vaše pozornosti. Ljubezen. Ljubezen bo v središču vaše pozornosti. Pa še poglejmo, kaj angeli pravijo. Torej, kaj se bo dogajalo v roku 6 mesecev. Torej, bili ste prej precej osamljeni, bom rekla. Sami ste morali delati stvari, prepuščeni ste bili samemu sebi. Zdaj se bojo pa stvari spremenile. Torej, samski zagotovo nekoga spoznate. Našli ste. Torej, našli boste rešitve, tako poslovno, tako v ljubezni boste našli osebo. Torej, spustili boste nekoga drugega in našli nekoga drugega, zadovoljni boste, sreči čaka vas zmaga, uspeh. Tako da zelo, zelo dobro vam kaže, imejte vero v to, da bo bolje. Super. No, to je za prvo skupino vse.
Zdaj pa kar pojdimo na drugo skupino. Torej tisti, ki ste izbrali tale zelen kamenček in pa kozmik tarot. Torej, kaj pa vas čaka? Torej, kaj čaka drugo skupino? Torej, kaj čaka drugo skupino v roku 6 mesecev? Torej, kaj čaka drugo skupino? Kaj čaka drugo skupino v roku 6 mesecev? Torej, kaj pa vas čaka? Kaj čaka drugo skupino? Kar poglejmo. Na področju posla, ljubezni, zdravja. Torej, kaj pa čaka drugo skupino? Kaj pa čaka drugo skupino? So že kar karte padle ven, pa jih kar dajmo. Sprejeti te karte, pa da vidimo, kaj pa čaka drugo skupino. Druga skupina pa ste pa izjemno dobri manifestatorji na splošno in pa tudi vam bodo določene stvari izjemno uspele zdaj v roku 6 mesecev. Čeprav zdaj preživljate eno krizo, ene težave, nekaj se vam je razrušilo, lahko v ljubezni, tudi bi bilo lahko poslovni odnos, ampak se bojo stvari uredile, torej boste uspeli, tako da ne bojte se. Torej v preteklosti ste bili ujeti v nek začaran krog, bom rekla, nekaj v zvezi z denarjem ali pa nekim novim začetkom na poslovnem področju, te bi rekla, da je bolj vezano na posel. Zdaj, če je ljubezen, je bilo pa tudi tukaj nek nov začetek, tak je izgledal zelo obetaven, ampak so se nekako ujeli v neko situacijo, ko ste imeli občutek ujetosti. Se to je le sem navidezno, mi vedno lahko izstopimo iz neke situacije, ampak vam je bilo težko in nikakor niste mogli. Torej, lahko bi tudi v preteklosti prijeli nek večji denar ali pa čakali na nek večji denar, pa ga nikakor ni bilo. To je možno. Torej, šlo se je za nek nov začetek ali neko večjo vsoto denarja, lahko ste komu denar posodili, lahko je kdo posodil vam. V glavnem, bili ste ujeti v nek začaran krog, tudi poslovno, če se je začel nek nov projekt, mogoče ni bilo nekomernega dajanja sprejemanja, mogoče ste več dali kot dobili, ste mogoče več pričakovali, ste se ujeli v nek začaran krog, ko ste dajali, dobili pa premalo. Ampak to je bil nek nov projekt, nek nov začetek, ki je izgledal obetaven, potem na koncu so se pa zapletli, bom rekel, nek začaran krog, kot sem rekla. Zdaj trenutno ste doživeli in še boste nek šok, stvari se ne peljejo tako, kot bi vi radi, ste pa drugače zelo dober manifestator in boste stvari dobro peljali, dobro boste speljali. To je torej glede nekega sodelovanja. Torej, če je v ljubezni, potem bi se lahko zgodilo, da se je nekaj razpadlo, da ni šlo po vaših pričakovanjih in da boste vezo nekako začeli, bom rekla, na nek način spuščati, zato ker vam v prihodnosti, torej v roku 6 mesecev kaže, da se boste v nekem razmerju še vedno trudili, še vedno boste vlagali energijo, ampak po drugi strani boste pa tudi začeli že malo spuščati stvari. To je tako v ljubezni kot poslovno. Ampak na koncu vas čaka uspeh, tako da jaz bi se potrudila, torej ta šok, ki ste ga zdaj doživeli, lahko je bilo kakšno varanje, kakšna manipulacija, lahko je kaj takega, ali pa sum na to. Torej, uspeli boste, torej zato vam svetujem potrpežljivost. Kaj je bila tale? Uspeli boste. Torej, neke težke odločitve vas čakajo, nekaj v zvezi z denarjem, mogoče v poslovnem ali pa osebnem odnosu, se že te zadeve z denarjem vlečejo že dolgo časa, mogoče ste komu denar posodili, mogoče svojemu partnerju pa vam ne vrne, ali pa je on posodil vam, pa mu ne morete vrniti. Nekaj se dogaja tukaj. Torej, zakaj je tukaj trdnjava, bomo vprašali. Zakaj je tukaj trdnjava? Neko veliko razočaranje je bilo v nekem odnosu, poslovnem ali osebnem. Zakaj je bilo to razočaranje? Zaradi neke želje po preselitvi, novem domu, mogoče ste želeli, da bi bilo razmerje bolj resno,
Oseba, s katero ste, hoče delati po svojih pravilih, torej ima neke svoje zahteve, tudi vi, se mogoče tukaj nekako niste našli. Torej v 6 mesecih, torej lejte, zadeve se bojo razrešile, stvari bojo postale jasne, torej z osebo, s katero sodelujete poslovno ali s katero ste v osebnem razmerju, ta oseba ima neka svoja pravila in se dostikrat obrne proti vetru, je zelo natančna, taka, neka včasih pikolovska, se vtika v neke podrobnosti, ampak ta oseba bo, bom rekla, dobila svojo karmo, torej pravica se bo tukaj speljala, torej. A veste, vse se obrača, vse se vrača, ne? Dajmo še malo pogledati bolj konkretno, kaj se vam dogaja. Torej, boste se trudili za nek odnos in boste določene stvari uspeli. To pomeni, da če ste se želeli preseliti, se boste. Nič ne kaže, da bi se ta odnos končal, tako poslovni ali zasebni, čeprav je zdajle kriza. Torej, če ste želeli torej neko resnost, se bo ta resnost pokazala. Torej, bo se. Kaže vam, ja, da ste imeli v preteklosti neke težave, bom rekla, pri delu, nek nov začetek. Zdaj, če ste ženska, je bilo veliko moških vpletenih, lahko tudi vaš partner. Če ste moški, ste pa tudi pač poslovno sodelovali z nekom, kateremu ste lahko posodili denar, ali pa on vam in je potem prišlo do neke situacije težje. Torej, v 6 mesecih, torej se bojo stvari zelo dobro rešile. Če imate kaj pravno za rešiti, torej ali ste denar posodili vi, ali je torej vam nekdo posodil, se bojo stvari zelo dobro razrešile, vse boste torej plačali ali pa dobili nazaj, torej stvari se bojo zelo, zelo dobro rešile, stvari bojo postale resne, če ste vezani. Torej, če imate enega partnerja, pa mogoče ni bil tako, bom rekla, resen, pa je kolebal levo, desno, se bo vajino razmerje zresnilo in bo zelo dobro. Če ste pa samski, boste pa tudi spoznali enega resnega partnerja, ženske, starejšega partnerja. Torej, vam zelo lepo kaže, glede ljubezni. Če poslovno, pa tudi bo se torej dobili enega zelo resnega partnerja, ki vas bo zelo, zelo podprl v poslu. Tako da tukaj vam kaže zelo v redu. Kaj pa pravijo moje karte Rozeta? Karte Rozeta. Kaj vas čaka v roku 6 mesecev? Torej tudi boste sprejeli eno poslovno odločitev, ki bo zelo uspešna. Eno zelo, zelo dobro sodelovanje vas čaka vnaprej, čeprav zelo to sodelovanje mogoče ni tako v redu, ampak naprej bo. Tako da dajte se potruditi za naprej, ker bo v redu. Kaj čaka torej drugo skupino? Torej, ja, v preteklosti torej so bile neke prazne obljube, torej neke iluzije ste imeli, postavili ste meje drugim ljudem in se usmerili v cilj, trenutno vam ne gre tako, kakor bi vi želeli, no. Čeprav se bojo stvari premaknile na bolje. Kaže vam karte, da ne bodite naivni, torej ne poslovno, ne v ljubezenskem področju, veza, kakršnakoli je poslovna, zasebna, se vam nadaljuje, stvari se bojo razjasnile, mogoče boste se morali na nek način braniti, torej sebe ali nekoga drugega, se pa boste pogovorili s to osebo zelo dobro in stvari se bojo zresnile. Bojo postale bolj stabilne. Ja, nekatere stvari boste pa tudi spustili v roku 6 mesecev iz vašega življenja, določene ljudi, ki so vam lagali. Lahko vas tudi čaka v roku 6 mesecev nek poseg, lahko kaj v zvezi z prebavo, ginekološko, torej, ampak bo uspešno, bo v redu. Torej, če gledamo odnose, torej nek odnos, na nekem odnosu torej boste morali delati, ampak tukaj bom rekla, je še želja po sodelovanju, torej z vaše strani in strani te druge osebe in karkoli je bilo, torej nekaj vas je vznemirilo, ne? Ste bili žalostni zaradi nečesa, zaradi tega ste tudi malo bolj pogledali vase, se vprašali, ali vi delate kaj narobe, kar je tudi prav. Ste mogoče vi
tisti, ki ste mogoče to sprožili. Lahko bi tudi bilo tako, lahko je pa ta druga oseba to naredila, ampak v tem odnosu je še dovolj strasti, je še dovolj zanimanja, dovolj interesa, to ni važno, le poslovni pa ljubezenski odnos, da se nadaljuje. Samski pa vidim, da boste spoznali nekoga v roku 6 mesecev, da vam nekdo prihaja, torej ena resna oseba vam prihaja naproti. Poglejmo, kateri mesec bo za vas pomemben, torej zdaj v roku 6 mesecev, je sicer zdaj julij, ampak, september, torej september je za vas izjemno pomemben mesec. No, poglejmo, kaj vas še čaka v roku 6 mesecev. Kaj vas še čaka? Kaj vas še čaka v roku 6 mesecev? Torej, samski zagotovo nekoga spoznate, tisti, ki pa ste v vezi, bo se pa veza zboljšala. Torej, ampak boste spremenili sami sebe, torej postavili boste nova pravila, torej drugačni boste, spremenili se boste. Zdaj ste pač v tem procesu, da ste pogledali vase in se začeli spraševati, kaj se dogaja z vami in s to drugo osebo. Torej, neko drugo vlogo boste začeli peljati. Torej, vidi se, da potrebujete neko pomoč pri razrešitvi nekih stvari. Lahko ste tudi dokončali neko šolanje, pa imate zdaj dilemo, kako naprej, tudi to bi bilo možno, pa so ti problemi lahko glede službe, ampak se vam bojo dobro rešili, boste dobili neko dobro službo, če je to torej vprašanje, torej, res vam ljubezni vam kaže zelo dobro, torej, in tudi poslovno, torej nek dogovor bo sklenjen, neka resna veza, tako kot sem rekla. Prej, se to je potrditev. Nekdo, en prijatelj misli na vas. In boste uspeli, torej, če boste se potrudili, torej tako v vezi, tako poslovno v roku 6 mesecev, pazite se pa strahu in boste tudi zaskrbljeni neki v roku 6 mesecev, težka situacija, kaj pa je ta situacija, dajmo pogledati. Kaj je ta situacija v zvezi z nekim napredovanjem, torej neko napredovanje vas čaka, nek uspeh. Lahko, da boste napredovali, boste pa nekaj sodelovali z starejšo žensko, črnih las, mlajšo. Imate tudi stik z neko osebo, ki je zelo trmasta. In pa poglejmo, kaj angeli pravijo. Poglejmo, kaj angeli pravijo. Še za vas, kaj se vam bo dogajalo v roku 6 mesecev, torej čaka vas neka selitev, kot sem že prej rekla. Torej neka selitev, preselitev, bodite samozavestni v zvezi s tem, lahko je to poslovno, da vas čaka neka sprememba v poslu, neka selitev, lahko je tudi sprememba, lahko pa osebno, bodite samozavestni in tudi finance se vam zelo, zelo zboljšajo, bodite pogumni, ker se bo vse dobro končalo in dobro se boste odločili. V redu bo. Kaj je pa nasplošno v 6 mesecev vaš fokus? Ljubezen. No, ljubezen je vaš fokus. Nasplošno. Ljubezen. Modro se boste odločili, torej bo preselitev, bo sprememba pozitivna, torej tudi poslovno vas čaka, imate zelo dobro in vas tudi večji denar boste dobili, tako da brez strahu. No, to je za drugo skupino vse. Druga skupina.
stran. No, pa smo že pri tretji skupini, torej kaj pa tretjo skupino čaka v roku teh 6 mesecev. Kaj pa tretjo skupino čaka, torej naslednjih 6 mesecev, kaj tretjo skupino čaka, torej na področju posla, ljubezni, zdravja, torej kaj čaka tretjo skupino. Torej že vidim, da je nekaj tudi v zvezi z zdravjem, torej lahko ste že v preteklosti spremenili prehrano, mogoče začeli biti bolj aktivni, torej začeli skrbeti za svoje zdravje, lahko bi iskali tudi zdravnika. Drugače pa na splošno ste se počasi lotevali stvari oziroma videli ste počasen napredek v preteklosti. Posebej glede financ, glede posla, sprejeli ste neko težko odločitev v preteklosti, torej lahko tudi glede povezavi s tujino, torej če je poslovno, torej ste kar v redu zaslužili, mogoče ste želeli več, napredek je bil postopen, ampak stabilen in trajen, neka težja odločitev oziroma neko odločitev ste morali sprejeti. Zdaj, tako na splošno morate sprejeti neko odločitev, zato da se boste lahko premaknili naprej in tudi jo boste v kratkem, torej v roku 2 dni, 2 tednov, 2 mesecev, sprejmete eno zelo pomembno odločitev in greste naprej. Torej, včasih mogoče težko usklajujete družino in poslovne obveznosti, mogoče je ta odločitev glede tega, ampak boste sprejeli odločitev in se boste premaknili naprej. Je pa res, da v roku teh 6 mesecev bo nekdo razočaran zaradi tega. Torej, vi boste izgubili strah, se boste premaknili naprej, boste začeli delati svoje stvari, boste imeli izjemno veliko motivacije, energije, lahko bi šli tudi v tujino, torej lahko tudi potujete v tujino, torej neka odločitev je v povezavi z delom, torej da se premaknete glede dela, nadaljujete nek projekt, začnete projekt, ali pa greste na neko potovanje v tujino in glede tega bo nekdo razočaran. Vi boste sprejeli odločitev v roku 6 mesecev, torej kot sem rekla, verjetno v okviru 2 mesecev, zdaj to verjetno ni februar, ker smo zdaj julija, ampak ne, v roku torej 2 mesecev sprejmete odločitev in ali odpotujete, ali se premaknete, začnete nek nov projekt in to delate brez strahu in pustite stvari za sabo, zato ker neko obdobje se vam zaključuje karmično in se vam zdaj začenja neko drugo in bi radi upravili s to razočaranostjo. Že v preteklosti ste bili razočarani, zdaj v prihodnosti pa mogoče vi ne boste tukaj kot nekdo drug, torej, ker boste pač vi se premaknili, branili boste sebe, svoje želje, neke stvari spustili, eni ljudje bojo šli iz vašega življenja, predvsem tisti, za katere ne veste točno, zakaj so v vašem življenju, oziroma so skrivnostni do vas, imajo neke skrivnosti, nimate z njimi neke odkrite komunikacije, torej ti ljudje odhajajo in vi začnete sodelovati z enimi drugimi ljudmi, tako da zelo dobro vam kaže, torej vi boste se premaknili, do zdaj je bil mogoče tak postopen napredek, počasi, zdaj se bojo pa stvari premaknile. Zato, ker boste izgubili strah in boste se enostavno, torej res boste se premaknili, bom rekla, v nove smeri. Lahko vas čaka tudi neko izobraževanje, ki vas bo zelo navdušilo. Na nek način bi lahko bili tudi mogoče malo razočarani, ampak branili boste, želeli boste neke svoje stvari uveljaviti, to vam ne bo tako šlo. Zelo boste sicer navdušeni, ampak mogoče na koncu ne boste tako zadovoljni, no, boste pa imeli neke pripombe. Če moški to gledate, potem se boste posvečali moški predvsem sebi. Ženskam pa kaže 2 moška v njihovem življenju, torej če gledamo z ljubezenske plati. Torej, ženske, če ste samske, vam prihaja en nov moški v vaše življenje. Zagotovo greste na neko potovanje v tujini, tam spoznate enega moškega, če ste samski. Tudi če ste vezani, bodo 2 osebe v vašem življenju.
spoznate nekoga nepričakovano. Zdaj pa veliko razmišljate, torej, da bi to, če ste vezani, da bi vezo, ki jo imate, da bi bila mogoče bolj uradna, da bi se poročili, da bi bila bolj resna. Ampak kaže vam to, da spoznate nekoga drugega. Torej, če ste vezani ali pa če niste vezani, vam prihaja nekdo drug še. Tako da boste se verjetno morali tudi odločiti glede veze. Torej, če gledamo ljubezensko življenje. Če je to poslovna slika, je pa podobno. Torej, imate zdaj nekega partnerja, pa razmišljate o njem, ne veste, ali bi to bilo bolj resno ali ne, in vam tudi prihaja ena nova oseba. Tako da boste se na koncu verjetno morali odločiti, s kom biti. Pazite pa, eni ljudje nimajo resnih namenov. To velja tako za staro osebo kot novo. Ena odločitev vas čaka glede tega. Zdravje imate kar v redu drugače. Lahko je kaj s črevesjem, paziti morate črevesje, tudi dihala, mehur, splošno dihala pljuča. No, poglejmo, kaj vas še čaka. Torej, pazite se v roku teh 6 mesecev ljudi v službi ali v ljubezenskem smislu, ki do vas niso najbolj iskreni. Pazite. Torej, vidimo. Ja, imate okrog sebe ljudi, ki igrajo eno igro, nam ne povejo resnice. Vas pa čaka ena zelo dobra priložnost, ki ste jo verjetno že veste za njo ali ste jo pa zdaj že dobili, ampak bodite previdni. Ta priložnost se na koncu ne bo izkazala za tako dobro. Pazite, kaj podpisujete, pazite, v kaj greste. Če je to neka nova služba, bodite previdni, kaj podpisujete, kaj se dogovarjate. Če je to ljubezensko razmerje, prav tako, previdnost. Neke ponudbe ste že imeli v preteklosti, ste se odločali. Res zelo dobra priložnost izgleda, imate ta občutek zmagoslavja, to je tudi že zdaj verjetno, ali pa zelo v kratkem. Ampak nekdo igra eno igro, ki jo vi trenutno ne vidite. Torej, neka oseba vam ne govori resnice, tako da bodite previdni in to je tako za posel kot v ljubezenskem življenju. Pazite. Počakajte, karte vam svetuje, da počakate, ker se bojo stvari vam skristalizirale in boste se potem s to osebo lahko tudi pogovorili malo bolj konkretno. No, kaj še se vam bo dogajalo v roku 6 mesecev? Torej, ponudba, ki jo boste dobili, res je zelo dobra, ampak bodite previdni, torej, da se ne bo sprevrgla v nekaj, bom rekla, ne tako dobrega. Ne? No, da vidimo. Nekdo skuša priti med vas in prijatelje oziroma med to, kaj želite v življenju. Bodite previdni, torej nekdo vas ovira. Drugače pa bodite previdni glede financ, nek problem boste zelo uspešno rešili, žalostni boste zaradi določene stvari. Občutek imate, da vam nekaj manjka v življenju. Ampak to nekako boste rešili. Stvari vam niso jasne in se vam bojo v roku teh 6 mesecev se vam stvari bojo razrešile. Drugače boste mirni in čaka vas res ena dobra priložnost, samo naredite dober načrt in pazite. Torej, čaka vas neka dobra priložnost za zaslužek tudi. In boste uspešni, če boste naredili načrt in če boste, ko podpisujete, bili previdni, kaj podpisujete in da se boste res dobro odgovorili. Potem vas čaka uspeh. Torej, lahko, pogledajte, imate tudi rojstvo otroka ali pa rojstvo, torej začetek nečesa novega. Torej, vam kaže neka dobra priložnost, lahko poslovna, lahko v ljubezni, ki vam lahko prinese zelo veliko sreče, obilja, veselja, če boste previdni v tem, kako se boste dogovorili. Torej, to je verjetno bolj poslovno, ne? V ljubezni pa prav tako, ampak ta oseba, s katero boste, torej ne popolnoma zaupati. No. Bodite malo previdni, kaj vam govori, kako vam govori, ker so neke skrite stvari, se mogoče so bolj nedolžne, ni nujno, da je to zdaj ne vem kaj, ampak tukaj meni nakazuje pač previdnost.
Pa pazite se ljudi, ki vam ne želijo dobro, torej mesec, ki bo pomemben, bo april, dobro, to je sicer naslednje leto, ampak v redu, torej na kaj boste fokusirani v teh 6 mesecev? Na poroko, mogoče boste se poročili, mogoče se boste želeli poročiti, mogoče boste želeli, da stvari postanejo resne, ampak zdaj pri ljubezni vidim, da vam svetujejo karte, da počakajte, da se dobro dogovorite, tudi če je kakšna poroka, da se dobro dogovorite, ker tale oseba, ki je z vami, ima neke skrivnosti, igra eno igro, torej zelo dobro se z njim pogovorite. Lahko je tudi glede kakšnega potovanja, da mogoče bo tukaj nek problem, da boste zakupili neko potovanje, pa se bo tukaj nek problem pojavil, z denarjem ali pa z, ne vem, da boste nekam šli, pa se bo nekaj zapletlo, no. Zdaj bo retrogradni Merkur, od 5. avgusta, pa mislim do 29. avgusta, torej skoraj cel avgust, tako da bodite previdni, če zdaj, na primer, kakšno potovanje bukirate, a ne? Pazite. A pa če greste na kakšno potovanje, prav tako. No, pa da vidimo, kaj pravijo angeli. Angeli pa kar padajo. Kaj pa pravijo angeli? Torej, nekaj v zvezi za poroko. Torej, lahko ste tudi noseči, pa se boste želeli poročiti. To vam sicer prej ni pokazala. Lahko je tudi nosečnost pri vas. Pa bo mogoče želja po poroki zaradi tega. Pa morate biti glede tega pogumni in to kar narediti. Ker vas čaka blagostanje, vas čaka sreča, pa vam bo zelo težko. Boste mogoče imeli občutek ponižanja, boste težko. Neka velika sprememba vas čaka, no, v roku teh 6 mesecev. Vidimo, kaj angeli pravijo. Bodite pogumni, zdravo jejte, že prej sem rekla, da ste se predvsej osredotočili na to, a ne, tale karta kaže na to, torej zdrava prehrana, torej vaje dela mojstra, poglejte globlje, zakaj so se vam stvari zgodile, lahko je bila kakšna, torej za ženske, nepričakovana nosečnost, pa bi se zdaj radi poročili in boste začeli tudi razmišljati v roku teh 6 mesecev o tem, kar je čisto v redu, samo vam kažejo karte, da bodite pogumni, da pejte postopoma, ker boste v stresu, a ne? Boste v stresu zaradi tega. Boste v stresu, ampak potem se boste pogovorili in bo v redu, a ne? Boste dobro ta problem rešili, tako da ne se bati glede tega. No, to je za 3. skupino vse. Kaj vas čaka v teh 6 mesecih? No, to je bilo za vse skupine. Vse, želim vam lep dan še naprej.